Lepo pozdravljeni. V termoelektrarni Brestanica, ki je med drugim rezervni dobavitelj elektrike za krško nuklearko, so na projektu drugega nadomestnega plinskega agregata oziroma plinskega bloka 7 trenutno v fazi testiranja opreme in tehnoloških sistemov, ki jih je potrebno izvesti pred pričetkom zagonskih preizkusov. Septembra je bila zaključena montaža glavne tehnološke opreme, kamor spadajo generator, plinska turbina, 60-metrski dimnik in dizelski agregat. Prav tako je bila končana montaža visokonapetostne in pomožne opreme. Trenutno pa zaključujejo tako imenovano hladno testiranje. Hladno testiranje so v bistvu testiranje povezav, torej, če rečem točka A do točka B, plinovod, moraš testirati cevovod, ali je plinotesen, potem gorivovod, ali je oljetesen. In tu so te točke, potem pa tudi posamezne energetske povezave. In ko enkrat to stestirano, lahko rečemo, turbina je ready to go, torej lahko jo zaženemo in takrat začnemo z vročimi testiranji, ko pride dejansko do zgorevanja v zgorovalni komori. Z omenjenimi vročimi testiranji pa pričnejo sredi decembra. Nato sledijo testi sledljivosti zahtevanih parametrov, ki so jih navedli v razpisni dokumentaciji. No, če rečem, razpisna dokumentacija je bila objavljena decembra 2018, potem je sledil podpis pogodbe z Siemensom in projekt je pač stekel. Tako da mi te teste, ko izvedemo, potem lahko izvedemo tudi ta interni tehnični prevzem turbine in temu sledi poskusno obratovanje. Začetek 6-mesečnega poskusnega obratovanja je predviden v marcu. Sledi prevzem turbine, ki je v garanciji, in pa pričetek komercialnega obratovanja. Nekje v jeseni imamo v planu, da turbino prevzamemo in jo lahko potem tudi tržimo tako v komercialne namene kot za osnovno dejavnost, to je sistemske storitve. S 7. plinskim blokom bodo povečali moč elektrarne za dodatnih 53 na dobrih 400 megavatov. Vrednost naložbe znaša 24 milijonov 450 tisoč evrov. Novi blok je sicer del načrtovane zamenjave 3 plinskih blokov, zgrajenih v 70. letih. Mi imamo nekje v planu, da po preteku 3-4 let, ko bomo ugotovili, da so te turbine dejansko sposobne izvajati vse storitve, ki jih mi pričakujemo, tako strani sistemskega operaterja, kot zelo pomembno napajanje nujne lastne rabe nuklearne elektrarne Krško, da gremo v postopno zaustavitev starih plinskih agregatov. Občina Krško je v sodelovanju z družbo Kostak uredila 5 podzemnih zbiralnic za odpadke, ki nadomeščajo običajne zabojnike, in sicer pri ribniku na Resi, pri osnovni šoli Jurija Dalmatina Krško, na cesti 4. julija 60, na Bohoričevi ulici pri občini Krško ter na Zdolski cesti. Zbiralnice uporabnikom omogočajo lažji dostop in enostavnejše ločeno zbiranje odpadkov, obenem pa so videti veliko bolj estetsko. S prvimi podzemnimi zbiralnicami v Krškem nadomeščajo običajne zabojnike, hkrati pa sproščajo javne površine in lepšajo podobo mesta. Zbiralnico pri osnovni šoli Jurija Dalmatina nadomeščajo zabojnike za 3 vrste odpadkov. Podzemne zbiralnice imajo različne dimenzije za ločevanje odpadkov. Steklo imamo 1,3 kubika in pa biološki odpadki, ki jih tukaj sicer ni. Potem imamo pa za za mešano embalažo in pa papirno in kartonsko embalažo, imamo pa 3 kubike in 5 kubične vrečke, ki jih praznimo z vozilom z nadgradnjo HIAB po potrebi, ko vidimo, da so polne. Zbiralnice uporabnikom omogočajo lažji dostop in enostavnejše ločeno zbiranje odpadkov. Tukaj bi prosil stranke, da odpadke ločujejo pravilno, da jih ne odlagajo zraven. Tukaj mislim predvsem na kosovne odpadke, ki ne grejo noter v posode. Mi pa bomo skrbeli, da se bojo odpadki čim prej odvažali. Na lokaciji pri osnovni šoli prav tako opažajo težavo pri zlivanju odpadnega jedilnega olja. Stranke polivajo pokrove, ki se zelo težko čistijo, in tukaj naprošamo stranke, da pazijo in da zlivajo pravilno odpadno jedilno olje. V letošnjem letu je sicer občina v sodelovanju s koncesionarjem uredila otoke po celotnem območju občine, saj so poleg teh novih podzemnih otokov uredili še 30 eko-otokov, in sicer z ureditvijo okolice, dostopa in ograj. Tudi v naslednjem letu bodo tem ureditvam posvetili več pozornosti, še posebej na bolj obremenjenih mestnih lokacijah, kjer načrtujejo dodatne podzemne eko-otoke.
Lahko bomo še izboljšali ločeno zbiranje odpadkov in zbiranje komunalnih odpadkov. Je ena dodana vrednost za uporabnike in smo prvi, ki smo jih postavili v Posavju. Postajališča za avtodome so priljubljena pri lastnikih avtodomov, saj omogočajo krajši oddih, postanek na potovanju in oskrbo avtodoma. V občini Krško vse bolj stavijo prav na prehodne goste, ki se v naših krajih ustavijo zgolj za dan ali dva. Čedalje več teh gostov pride z avtodomi. Mreži postajališč v Krški občini bodo predvidoma pred naslednjo poletno sezono dodali še eno, in sicer pri stadionu Matije Gubca. Na občini Krško so nedavno objavili javno naročilo za izgradnjo parkirišča z oskrbo za avtodome v okviru projekta Doživi energijo Save. Postajališče za avtodome z 12 mesti bo urejeno pri športnem parku stadiona Matije Gubca v Krškem, s tem pa želijo privabiti večje število turistov, ki bodo v naše kraje, ko bomo premagali epidemijo in bo znova dovoljeno prehajanje občinskih mej, prišli z avtodomi. Gre za zanimivo točko, ki je ob Savi in ima veliko izhodišč za kolesarjenje, pa tudi blizu ostalih komunikacij. Pri stadionu Matije Gubca tako načrtujejo urejen otok za avtodome s priključki na elektriko, vodo in sanitarnim otokom, počivališče pa bo hkrati varovano. Bi to sicer že naredili pred časom, pa se nam je ponudila možnost, da se sofinancira ta projekt iz evropskih sredstev oziroma iz LAS-a, zato smo pristopili na tak način. Trenutno poteka izbira izvajalca, računam pa, da bo nekje do marca naslednje leto, do konca marca bi bilo to postajališče narejeno, v uporabo pa dano nekje v začetku maja naslednjega leta. Krška občina se je sicer pobudi za odpiranje postajališč za avtodome v Sloveniji pridružila v letu 2013. V ta projekt, ki ga vodi sicer občina Mirna na Dolenjskem, je pristopilo zelo veliko občin. Gre pa za to, da se gradi mreža postajališč za avtodome, kajti vemo, da je to avtodomarski turizem vse bolj na pohodu, vse več je tistih, ki imajo avtodome kot način počitnikovanja ali pa potovanja. V tem času so uredili že nekaj postajališč za avtodome, vključilo se je tudi nekaj posameznikov oziroma gostincev, ki so vzpostavili postajališča na zasebnih zemljiščih. Med nekoliko bolj urejene mesta za postajališč za avtodome pa lahko rečemo, da sta to pravzaprav v Brestanici, pri Ribniku in pa pri Brestaniškem bazenu. No, te je potrebno občasno seveda nekoliko obnoviti in tu bo pač v naslednjem letu je naloga, da to tudi naredimo, vendar ne gre za neke večje posege. Občina Krško s temi postajališči sicer cilja na goste, ki si Posavje izberejo zgolj za vmesni postanek. Roman Žveglič je postal novi predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice. Obiskali smo ga na njegovi živinorejski kmetiji v Stržišču v Sevniški občini, kjer nam je med drugim povedal, kakšno je trenutno stanje v kmetijstvu in na katerem področju ga čaka največ dela. Ja, to smo na kmetiji v Stržišču, ukvarjam se z govedorejo, vzrejo bikov in telic za meso. Svoje cajte nazaj sem imel tudi plemenske svinje, tega že 10 let nimam. Tam imamo, letno zrodimo tam okoli 60 do 70 glav, prodamo, včasih več, lansko leto je bilo malo več, kakšno leto malo manj, pač odvisno kako pridijo turnusi. Roman Žveglič na tem naslovu živi že vse svoje življenje, kmetijo pa je prevzel pred 25 leti. Takole krmimo naše živali, to so naši bikci, miks, futra. Kot gospodar hribovske živinorejske kmetije pozna razmere v kmetijstvu. Razmere v kmetijstvu poznam dobro, ne. Poznam vse te težave, saj sem do zdaj bil tako imenovani kmečki sindikalist, ne. Bil sem 2 mandata, 8 let predsednik, 2 mandata že podpredsednik prej, 1 mandat pred predsednikom, pa že zdaj drugi mandat. Tako da zadeve poznam, ne. Kar se tiče pa zdaj te nove funkcije, ne, same službe, kako delujejo in na ta način, ne, pa v globalu ja, v detalje pa še ne, to me pa še čaka. Največje težave slovenskega kmeta so nizke odkupne cene in velike birokratske ovire. In to ljubezen do slovenske zemlje, do slovenskega kmetijstva, se pravi to, kar so nam privzgojili starši, da ljubimo to zemljo in da jo bomo dali tudi naslednikom, kjer jih ima, jaz ga pač nimam, ne. Tega v bodoče bo seveda pri mlajši generaciji zelo malo, ne. Mlajša generacija bo gledala izključno ekonomski interes, kar je nenazadnje tudi prav, ne. Nam na
položajih, na tej funkciji je pa položena odgovornost, da jim pogoje kmetovanja, zmanjšanje birokratskih ovir in tudi zvišanje tega, zboljšanje ekonomskega položaja pa omogočimo. To bo najlažje z večjo organiziranostjo, spoštovanjem, zaupanjem ter s poštenim in trdim delom, pa tudi sodelovanjem tako z nevladnimi organizacijami kot s poslovnimi subjekti, dodaja sogovornik. Mi moramo tukaj spostaviti tako pametno verigo ali mrežo, kakor kdo hoče slišati, ne. Po drugi strani pa seveda tisto, kar lahko država naredi, od nje zahtevati, to je pa popolna sledljivost kmetijskih pridelkov ali pa živil, od kupca do tistega, ki zadevo pridelal, se pravi na vsakem računu, ki ga bo nekdo dobil, bo morala biti odkje in kako, na kakšen način, da se pozna, da potem lahko kontrolne službe to preverijo, ali je na teh naših policah res vse tako slovensko, domače, pristno, kakor nas zdaj v tem trenutku zavajajo ali pa bombardirajo trgovci. Vsa hrana, ki pride na trgovske police, mora biti zdrava in neoporečna, poudarja Žvegdič, ki je 4-letno funkcijo predsednika zbornice nastopil 2. novembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je sicer z nekaj manj kot 106 000 člani največja nevladna kmetijska organizacija pri nas. Ukrepi zaradi epidemije se poznajo tudi na trgu dela. Zaradi upada ali izničenja dohodkov podjetij je več brezposelnih predvsem v storitvenih in predelovalnih dejavnostih ter gradbeništvu. Poglejmo podrobneje, kako je v Posavju. Če so se še v začetku leta številni delodajalci soočali s pomanjkanjem ustreznega kadra, se je spomladi po razglasitvi epidemije močno povečalo število prijavljenih brezposelnih, zmanjšalo se je tudi povpraševanje po delavcih in s tem povezano zaposlovanje brezposelnih. V prvem valu, torej v mesecih marec in april, porast brezposelnosti oziroma število novo prijavljenih v Posavju ni tako močno poraslo v primerjavi z nekaterimi drugimi območji v Sloveniji. Pač pa je bil večji porast zaznan v maju in juniju, najvišja brezposelnost pa v juliju, tam okoli 3600 brezposelnih oseb. V poletnih mesecih po preklicu epidemije se je stanje na trgu dela nekoliko omililo. Porast zaposlovanja beležijo tudi v septembru in oktobru. Pozitivna gibanja so gotovo vidna, dodaja sogovornica. Izkazujejo se tudi v dejstvu, da je v preteklih letih oktober vedno izstopal po številu brezposelnih iz razloga, ker so se prelili v evidenco iskalci prve zaposlitve, tokrat pa je oktobrska brezposelnost pravzaprav na ravni septembrske. Konec oktobra tako v Posavju beležimo 3394 brezposelnih oseb, kar je 16,9 odstotne točke več kot v oktobru 2019. Na Zavodu za zaposlovanje opažajo, da se je v tem času spremenila tudi struktura brezposelnosti. Novo prijavljeni prihajajo iz dejavnosti, ki so v tem času najbolj prizadete. Veliko priliva beležimo iz predelovalnih dejavnosti, z področja trgovine, drugih poslovnih dejavnosti, tukaj imamo v mislih zlasti zaposlovalne dejavnosti, agencije, področja gostinstva, prevozništva, osebnih storitev in seveda gradbeništva. Brez protikoronskih ukrepov bi bila brezposelnost v Sloveniji danes precej višja, dodaja Mohorkova. V prvih 10 mesecih letošnjega leta v sevniški območni službi Zavoda za zaposlovanje beležijo več kot 2700 novo prijavljenih brezposelnih, kar je 46% več kot v letu 2019. Višji so tudi odlivi. Več je vključitev v zaposlitev, teh je bilo okoli 2000 oziroma 15,8% več kot lani. Sicer pa ocenjujejo, da so predvidevanja na trgu dela zelo negotova. Gotovo so odvisna od uspešnosti obvladovanja epidemije in učinkov ukrepov, ki jih vlada z interventno zakonodajo sprejema in so zlasti na področju trga dela usmerjeni v ohranjanje delovnih mest. Odvisno je tudi seveda od situacije v državah EU, torej v pomembnejših gospodarskih partnericah Slovenije in s tem povezanega ponovnega zagona gospodarske rasti. Gotovo pa bo okrevanje dolgotrajno in postopno.
V tem času so se spremenile tudi naše nakupovalne navade. Epidemija je povzročila bistven porast spletnega in brezstičnega nakupovanja. Kupci so se v času epidemije preselili na splet. Kupujejo pogosteje in kupujejo izdelke, ki jih prej morda niso. Število spletnih nakupov je v primerjavi z lanskim letom na zelo visoki ravni, pravijo pri spletnem trgovcu Mimo vrste. Od marca dalje beležimo visoke skoke rasti v primerjavi z lanskim letom. Tako v bistvu tudi v času po epidemiji smo beležili rasti višje od 50%. Ob začetku drugega vala, v drugi polovici oktobra, pa smo celo presegali številke 70% rasti. V nekaterih oddelkih so se rasti celo podvojile v primerjavi z lanskim letom. Gorenčeva meni, da je vračanje kupcev na splet tudi posledica dobre izkušnje, ki so jo imeli v prvem valu. V času epidemije so opazili povečano povpraševanje po izdelkih, ki so jih ljudje potrebovali za delo in šolanje od doma. Govorimo o prenosnikih, prenosnih kamerah, monitorjih in tiskalnikih. Povečalo pa se je tudi povpraševanje po tako imenovanih artiklih hitre potrošnje, predvsem hrani za male živali in higienskih potrebščinah. Sicer pa se vsebina nakupovalne košarice prilagaja tudi času oziroma sezoni primerno. Že od nekje druge polovice oktobra kupci nakupujejo tudi že igrače, se pravi, že razmišljajo celo o novoletnih prazničnih nakupih. Opažajo, da kupci nakupujejo pogosteje, kot so pred epidemijo, predvsem tisti, ki so vešči spletnega nakupovanja. Ljudje so začeli tudi plačevati s kreditnimi karticami, recimo delež kreditnih kartic je bil v preteklosti manjši kot delež plačil z gotovino. V povprečju mesečno prejmejo okoli 100.000 naročil, so pa tudi meseci, ko so te številke krepko višje. Največji dnevni izkupiček je bil nad 8.000 naročil dnevno, s tem, da to je bil lanski črni petek, to je največji nakupovalni praznik v letu in pričakujemo, da bomo tudi letos te številke presegli, kajti že prvi dnevi v novembru in pa zadnji dnevi v oktobru kažejo na to, bodo verjetno letos številke še nekoliko višje. Z močno povečanim povpraševanjem po spletnih nakupih so se soočili tudi drugi trgovci. Število nakupov v Mercatorjevi spletni trgovini se je na vrhuncu tako prvega kot drugega vala epidemije povečalo tudi do 10-krat. V povprečju pa se je delež spletne prodaje povečal za približno 30% glede na začetek leta. Kot so nam sporočili, so najpogostejši nakupi osnovna živila in trajni izdelki, torej mleko, moka, olje, pijače, vložnine, testenine in riž ter toaletne potrebščine in detergenti. Skoraj v vsaki košarici pa so tudi sveži izdelki, torej sadje in zelenjava, pakirane delikatese in meso. Nakupe iz Mercatorjeve spletne trgovine dostavljajo povsod po Sloveniji, zunaj dosega je le manj kot 2% naslovov, torej res tisti najbolj odročni. Tudi v Sparovi spletni trgovini zaznavajo povečano povpraševanje po osnovnih dobrinah in izdelkih z daljšim rokom uporabe, hkrati pa tudi večjo povprečno košarico. Omogočajo osebni prevzem na drive-in točki v Ljubljani, dostavo na dom izvajajo le v Ljubljani ter večjih okoliških naseljih. Da so se navade ljudi spremenile, opažajo tudi pri obisku fizičnih trgovin. Kupci v zdajšnjih razmerah obiskujejo trgovine nekoliko manj pogosto, nakupi pa so nekoliko večji, dodajajo trgovci. Spoštovani gledalci, to je bil mesečni pregled gospodarstva. Hvala za pozornost in nasvidenje.